Lepo pozdravljeni. V zadnjem času se je na 8. generacijo obrnilo veliko staršev, ki so od zdravstvene ustanove dobili pozive, da se morajo njihovi otroci udeležiti sistematskega pregleda. Starši se zaskrbljeno sprašujejo, kje je zdravstveni dom pridobil podatke o njihovem otroku in kdo je te podatke zdravstvenemu domu posredoval brez, da bi jih predhodno o tem obvestil. Glede na trenutno situacijo zdravstvenega sistema je njihova zaskrbljenost še kako upravičena. Na vprašanje naslovljeno na šolo, zakaj so starši dolžni otroke preko šole poslati na sistematiko, jim v šolah odgovarjajo, da so šole dolžne sodelovati z zdravstvenimi ustanovami. Po 13. členu zakona o osnovni šoli to sicer drži, da je šola dolžna sodelovati z zdravstvenimi zavodi, nikjer pa ni opredeljeno, da ne sme sodelovati z zdravstvenim domom po vaši izbiri. Upravičeno se sprašujemo, glede na to, da je zdravstveni dom podjetje in šola prav tako, ali morda obstaja medsebojni dogovor o sodelovanju med njima in ali je v njem zapisano, da je dotični strani šole izbran zdravstveni zavod edini, ki lahko oziroma sme opravljati sistematski pregled za njihovega otroka. Zakaj ga ne more opraviti zdravstveni dom po izbiri starša? Po veljavni zakonodaji, ki velja v Republiki Sloveniji, je tako početje strani šol nezakonito. Zakaj? Ker morajo starši pisno soglašati, da se lahko osebni podatki njihovih mladoletnih otrok posredujejo naprej drugim inštitucijam. Starši so na začetku leta podpisali soglasje, da lahko šola, ki jo obiskuje njihov otrok, otrokove osebne podatke uporablja samo znotraj šole za lastne potrebe. Se pravi, v primeru plačila malic in kosil in drugih obveznosti, ki jih ima starš do šole oziroma šola preko otrok do staršev, katero obiskuje njihov otrok. Nikakor pa na tem soglasju ni omenjene zdravstvene ustanove, ki izvaja preventivne sistematske preglede. Zakon o varstvu osebnih podatkov v prvih 4 členih jasno navaja, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov ne glede na okoliščine, da je prepovedana vsakršna diskriminacija in da s tem zakonom določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neopravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov. Ker je Slovenija del Evropske unije, veljajo tudi načela pogodbe o delovanju Evropske unije. Ker je Slovenija del Evropske unije, veljajo tudi načela pogodbe o delovanju Evropske unije, kjer 16. člen jasno navaja, da ima vsak pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Se pravi, da ima vsak posameznik vso legitimno pravico zaščititi pretok njegovih osebnih podatkov, da se jih ne zlorabi za namene, ki so lahko škodljivi za njega, sploh, ko se gre za otroke. Zaščita osebnih podatkov je celo dolžnost vsakega posameznika, saj vsak sam odgovarja za svoje osebne podatke oziroma tudi tiste, ki jih je zbral in prejel v hrambo. Tu nastopi osebna odgovornost do zbranih podatkov. Uredba Evropske unije, Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi direktive 95/46/ES, to je splošna uredba o varstvu podatkov, ima podlago v pogodbi o delovanju Evropske unije in zelo natančno razčleni pravice in dolžnosti vseh vpletenih, ki obdelujejo, razpošiljajo ali kakorkoli drugače rokujejo z osebnimi podatki. V tej uredbi, ki je zavezujoča za vse, ki operirajo z osebnimi podatki, je jasno navedeno, da ima vsak, ki dovoli posredovanje osebnih podatkov, pravico biti obveščen in seznanjen, kaj se bo z njegovimi osebnimi podatki dogajalo v procesu obdelave osebnih podatkov.
V našem primeru ne le, da nismo dovolili posredovanja osebnih podatkov, še več, niti nismo bili obveščeni, da bodo posredovani osebni podatki otroka izven šole. Zakonodaja je torej popolnoma jasna. Brez dovoljenja vsakega posameznika, sploh v primeru mladoletnih otrok, ki imajo po Ustavi Republike Slovenije zagotovljeno posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem, ni dovoljena nikakršna zloraba niti v primeru posredovanja osebnih podatkov tretjim osebam brez dovoljenja njihovih staršev oziroma skrbnikov. V našem primeru strani šole zdravstvenemu zavodu. Ker se nahajamo v izjemno občutljivem času, predvsem na političnem področju, ki narekuje tempo tudi v zdravstvu, je prav, da se starši zavedamo predvsem svojih dolžnosti in pravic, da zaščitimo sebe in svoje otroke. To je naša dolžnost. Po obligacijskem zakoniku, ki je temelj za sklepanje pogodbenih razmerij in določanje zavez med sodelujočimi v nekem procesu, je ključnega pomena vsebina s pogoji sodelovanja medsebojno sklenjenih pogodb, kjer mora biti vsak udeleženi jasno seznanjen s pogoji sodelovanja in jasno pojasnilno dolžnostjo, kaj posamezna zaveza iz pogodbe pomeni za vsako vpleteno stranko v pogodbi. Med starši in šolo je sklenjena dvopartitna pogodba, kjer so jasni pogoji sodelovanja med starši in šolo. Ukolikor se starš ali šola v kakšnem členu ne strinjata, ali so nam bili sploh predstavljeni členi sodelovanja, se lahko vedno obe strani dogovorita za obema ustrezne in enakovredne pogoje sodelovanja. Ne sme pa nobeden od vpletenih strani v to pogodbo vmešati brez vednosti drugega tretjo stranko, brez vnaprej jasnih pogojev sodelovanja. Podjetje, zdravstveni dom, podjetje šola in starš kot tretji člen v pogodbi. V takem primeru se sklene tropartitna pogodba ali večpartitna pogodba, glede na število vpletenih strank v postopku. Pogodba med temi strankami mora jasno opredeljevati pogoje sodelovanja, ki so vsem trem predstavljeni in jasno razumljeni. Starši ponavadi strani šole ne prejmejo nobenih pojasnil. Še več, kljub temu, da jih starši prosijo za dodatna pojasnila, se na šolah sprenevedajo in zavijajo v celofan ter odgovornost prelagajo na nadrejene, Ministrstvo za šolstvo, na sistem, ki jim narekuje, kaj morajo delati, ter ne delujejo po svoji vesti in ne delujejo v skladu z načeli etičnega kodeksa za javne uslužbence, prav tako obligacijskega zakonika in pojasnilne dolžnosti. Da je pogodba enakovredna za vse vpletene, morajo biti tudi jasni pogoji sodelovanja, s katerimi se strinjajo vse vpletene strani. V našem primeru torej, v primeru sodelovanja med starši in šolo in zdravstveno ustanovo, je nujno opredeliti pogoje sodelovanja v korist vseh vpletenih. Kot tretji člen v tej pogodbi, dragi starši, ali ste prejeli vse informacije, kam bodo podatki vašega otroka posredovani, za kakšen namen in ali ste se s tem strinjali? Ste bili strani dotične osebe zavedeni, neslišani, napačno obravnavani? Šola vaše osebne podatke posreduje naprej samovoljno, brez vaše vednosti, kar je po pravilniku GDPR, ki je jasen glede varovanja osebnih podatkov, kaznivo dejanje. Torej, če se vrnemo na šolo in njeno sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami v primeru sistematskih pregledov. Sistematski pregled za otroke po veljavni zakonodaji ni obvezen, je zgolj in samo priporočilo in ga starši koristijo za spremljanje zdravstvenega stanja in telesnega napredovanja svojih otrok zgolj kot informacijo o telesnem razvoju in stanju. Poudarjamo, da je to na pobudo mladostnika, starša ali skrbnika in ne na zahtevo šole ali zdravstvene inštitucije.
Pa poglejmo, kaj pomeni preventivni pregled otrok pred vstopom v šolo. Preventivni pregled otroka pred vstopom v šolo izvede tako imenovani zdravnik šole, v katero je otrok vpisan pred vstopom otroka v šolo ob prisotnosti starša ali skrbnika. Pravico do preventivnega pregleda pred vstopom v šolo ima tudi otrok, ki se bo šolal v tujini. Govorimo o pravici in ne dolžnosti. Pregled se opravi na pobudo staršev ali skrbnikov pred vstopom otroka v vrtec. Dejavnosti potekajo v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, vrtci, v njihovih prostorih, lahko pa tudi v prostorih zdravstvenega doma ali v lokalni skupnosti. Poudarek je na lahko in ne samo na določenem mestu. Preventivno zdravstveno varstvo otrok, mladostnikov in študentov in kaj pravzaprav pomeni preventiva ali sistematika in njen izvor. Preventivno zdravstveno varstvo otrok, mladostnikov in študentov na primarni ravni se izvaja v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike. To je program Zdaj, zdravje danes za jutri. V nadaljevalnem besedilu program Zdaj. Kakšni so nameni in cilji programa Zdaj? Pravica otroka in mladostnika do preventivnega zdravstvenega varstva je ena od najbolj temeljnih pravic vsakega otroka in mladostnika. Zato se pomembna pozornost namenja skrbi za uveljavljanje pravice otrok, mladostnikov in študentov do preventivnega zdravstvenega varstva, pri čemer gre za stopenjski pristop obravnave v skladu z zakonom in s programom Zdaj. Ponovno poudarjamo, da gre za pravico in ne dolžnost, kot le to rada navaja šola. Izvajalci vzgoje za zdravje v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi vsako šolsko leto pripravijo načrt izvajanja dejavnosti, po izvedeni vzgoji za zdravje pa tudi poročilo s kratko evalvacijo v skladu s programskimi smernicami programa Zdaj. Preventivni pregled se opravi na pobudo mladostnika, njegovih staršev ali skrbnikov, njegovega izbranega osebnega zdravnika ali centra za socialno delo. Vsa podlaga za navedene trditve se nahaja v pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Namenski preventivni pregledi. Kaj to pomeni? Namen pregleda je spremljanje učenca, dijaka oziroma mladostnika do dopolnjenega 19. leta starosti v primeru, ko se na preventivnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki se ga še ne opredeli za bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše spremljanje. Torej, še vedno ostajamo na pobudi mladostnika, starša ali skrbnika in ne na zahtevi šole, ki nam jo interpretirajo šolski delavci. Kaj pa pobuda pomeni v primeru cepljenja? Tudi tukaj veljajo določena pravila, kjer se najprej pred vsakim iniciranjem opravi pojasnilna dolžnost. Vendar, če starš pri sistematiki ni prisoten, ne more sodelovati pri postopku prejemanja pojasnilne dolžnosti, zato obstaja velika možnost storitve kaznivega dejanja z naslova 20. člena Zakona o pacientovih pravicah in 310. člena Kazenskega zakonika, ki govori o samovoljnosti na delovnem mestu. Posledice zaradi nepravilne in nepopolne pojasnilne dolžnosti imajo za otroke lahko tudi katastrofalne posledice na zdravju. Odgovornost za nastalo zdravstveno stanje otroka pa ne nosi niti zdravstvena ustanova, niti šola, pač pa starši oziroma skrbniki sami. Namenski preventivni pregled za izvedbo cepljenja, ki se opravi pred cepljenjem,
približno poteka takole. Pregled se opravi ob cepljenju, ki ne sovpada s preventivnimi pregledi. Če so bile ob preventivnem pregledu ugotovljene začasne kontraindikacije in pri zamudnikih, pregled obsega anamnezo in pregled zdravstvene dokumentacije, ugotavljanje morebitnih začasnih in trajnih kontraindikacij za cepljenje, po potrebi razgovor s starši ali skrbniki, vključno s pojasnilno dolžnostjo in izvedbo cepljenja skladno s programom cepljenja in zaščite zdravili za tekoče leto, evidentiranje cepljenja skladno s predpisom, ki ureja potrdila, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju, se pravi, je zdravnik oziroma zdravstveni delavec, ki obravnava našega otroka, dolžan staršem podati popolno pojasnilno dolžnost, ker v primeru komplikacij starši sami nosijo posledice. Vkolikor pojasnilna dolžnost ni bila zadovoljiva, lahko starš brez pravnih posledic zavrne predlagano zdravniško zdravljenje ali obravnavo v skladu z načeli Zakona o pacientovih pravicah. Iz vse zakonske in podzakonske podlage je sklepati in razbrati, da sistematski pregledi niso zakonsko obvezni, so zgolj in samo priporočila, starši in otroci pa imajo na podlagi preventive možnost spremljati svoje in otrokovo zdravstveno stanje in napredek. Dolžnost in ne samo pravica starša pa je, da v skladu z mirno vestjo in najboljšimi načeli ravna z otrokom kot biserom in srčiko življenja, da le-ta napreduje tako telesno kot mentalno v skladu z otrokovo najvišjo kvaliteto. Niti šola, niti zdravstvena ustanova nimata zakonske podlage za represijo nad starši, ker je zakonodajni organ dal staršem pravico do preventivnega zdravstvenega pregleda v otrokovo in starševo najvišje dobro. Kako in na kakšen način pa bodo starši sodelovali v procesu zdravstvene preventive svojih otrok, pa mora biti sklenjen dogovor med starši in šolo v skladu z obligacijskim zakonikom, ki pa je zavezujoč po veljavnih kriterijih in ureja medsebojna pogodbena razmerja. Kot vemo, ta razmerja še zdaleč niso urejena, ker šola ravna v neskladju z zakonskimi in podzakonskimi akti, se sklicuje na 13. člen Zakona o osnovni šoli, ki navaja, da mora osnovna šola sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj. Ta 13. člen je zavajajoč, nima jasno razdeljenih določenih pojmov, saj navaja besedno zvezo pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, ko pa pravilnik za izvajanje preventivnih pregledov jasno in eksplicitno navaja, da gre zgolj za preventivo in ta se izvede na pobudo staršev oziroma skrbnikov, mladostnikov in posameznika. Ker ima kar veliko zakonov status neuradno prečiščenega besedila, to pomeni, da je zakon označen z opozorilom. Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Zato starši, bodite izjemno previdni, na kaj se sklicujejo šole, na kaj se sklicujejo zdravstvene ustanove in druge inštitucije,
ker neuradno prečiščeno besedilo nekega zakona je samo zgolj in izključno informacija in vas po tem zakonu ne morejo kaznovati. Če povzamemo do sedaj omenjeno zakonsko in podzakonsko podlago, je vsa odgovornost na nas starših, ravno tako pravica, da zahtevamo odgovore na vprašanja od institucij, ki jih obiskuje naš otrok in od nas zahtevajo sodelovanje brez pojasnilne dolžnosti. Kaj torej pomeni za nas in naše otroke medsebojno sodelovanje, po kakšnih pogojih, s čigavo odgovornostjo za vse posledice, ki bodo s tem sodelovanjem nastale, in kdo bo nosil odgovornost, če in ko bodo naši otroci v tem primeru ali poškodovani, ali nepravilno zdravljeni, nepravilno obravnavani. Vedimo namreč, da z našim podpisom mi prevzemamo vso odgovornost za vse posledice, ki nastanejo zaradi našega neznanja v procesu nepoznavanja pravil igre, v kateri smo se znašli. Zato si vedno natančno preberite, kaj podpisujete. Od odgovornih, ki od nas terjajo naše sodelovanje na nejasnih pogojih sodelovanja in podpis nekega dokumenta ali listine, v katerih ni jasnih vsebin in določil, kdo nosi odgovornost za nastale posledice, zahtevajmo brezkompromisno vsa pojasnila in obrazložitve. Odgovorni v tem primeru so nam po Zakonu o pacientovih pravicah po 20. členu dolžni podati vsa pojasnila, ki se tičejo nas in našega otroka v odnosu do našega zdravja. Po 26. členu imamo celo pravico sodelovati in podajati predloge v primeru zdravljenja in ostalih preventivnih pregledov in posegov. Sploh v primeru naših otrok, saj smo starši tisti, ki nosimo vso odgovornost za nastale posledice napačnega zdravljenja ali drugih posledic iz naslova zdravstvene obravnave. 34. in 35. člen pa nam dajeta pravico do vnaprej izražene volje, sploh pri otrocih, glede zdravstvene obravnave in zdravljenja. Šola pa nas želi zavesti s svojimi napačnim tolmačenjem veljavne zakonodaje. Pravica sodelovanja v preventivnih pregledih ni dolžnost, ampak prostovoljna privolitev posameznika. Kako postopamo starši v primeru poziva k zahtevi zdravstvene ustanove k sistematiki našega otroka? Najbolj pomembna je pisna komunikacija in ohranjanje častivrednosti v postopku. Zakaj pisna komunikacija? V primeru, da s pojasnitvenim postopkom pride do zapleta, imamo v rokah neizpodbiten dokaz kršenja veljavne zakonodaje, ki je vsekakor na naši strani in nas ščiti. Bodimo zelo precizni in zahtevajmo odgovore na vsa vprašanja, ki nas zanimajo. V primeru suma kaznivega dejanja posredovanja otrokovih osebnih podatkov šole zdravstveni inštituciji brez naše vednosti je najbolj pomembno vprašanje, ki ga zastavimo odgovornim na šoli, ali obstaja medsebojna pogodba o sodelovanju med šolo in dotično zdravstveno ustanovo, katera je ta ustanova, s katero naj bi šola sodelovala in kakšni so pogoji sodelovanja glede varstva osebnih podatkov. Kdo jih zbira, kdo nadzira obdelavo in hrambo osebnih podatkov, kam se še posredujejo osebni podatki, koliko časa se ti zbrani osebni podatki hranijo in tako dalje. Vkolikor obstaja pogodba med zdravstveno ustanovo in šolo, imate pravico vpogleda v to pogodbo, vkolikor gre za dogovor
za posredovanje vaših osebnih podatkov iz strani šole, zdravstveni inštituciji. Vso podlago imate v uredbi Evropske unije, ki je zelo natančna in jasno navaja vsa določila in pogoje varovanja osebnih podatkov, in v Zakonu o varstvu osebnih podatkov s podporo v pravilniku GDPR, ki je precizno natančen z rokovanjem osebnih podatkov posameznika. Z vsem navedenim morate biti jasno seznanjeni, se s tem strinjati in podpisati skupni dogovor. Predvidevamo, da vsega zgoraj naštetega šola staršem ni posredovala ob vpisu otroka v prvi razred. Dokler vam šola ne poda zadovoljivih odgovorov, imate vso pravico pridržati vse pravice v postopku in šoli prepovedati posredovati vaše in otrokove podatke tretjim osebam izven vašega dogovora in izven šole. Še več, dokler se vi pisno ne strinjate s posredovanjem osebnih podatkov, le-teh šola ne sme posredovati nikomur izven šole. V primeru, da jih, gre za storitev kaznivega dejanja dotične osebe, ki je vaše oziroma otrokove osebne podatke posredovala tretjim osebam oziroma ustanovam brez vaše vednosti oziroma pisnega soglasja. Starši, bodite pogumni. Poznavanje predpisov, uredb, zakonov in mednarodnih aktov je ta trenutek res ključnega pomena. Obligacijski zakonik pa edini zakonik, preko katerega lahko udejanimo in uveljavimo vsa naša pričakovanja, zahteve in enakovredno ter enakopravno obravnavo od odgovornih na položajih. Prišel je čas, ko moramo našo usodo vzeti v svoje roke. To je naša temeljna odgovornost, dolžnost in pravica. V zadnjih 2 letih se je jasno pokazalo, da nobenemu od odgovornih ni mar za našo dobrobit, ampak le za njihove lastne interese, ker smo se premalo zavedali, da smo mi tisti, ki držimo cel sistem pri življenju. Brez nas in narave nič sistemskega ne more obstajati. Zato z vsem spoštovanjem do slehernega predajam svoje znanje vsakemu od vas, da si lahko pomagate, se postavite zase in za svoje otroke, ki nas bodo pomnili po naših dejanjih in ne besedah. Bodimo jim v ponos. Za vas, ekipa 8. generacije. Hvala.